Danes je petek 13. slab dan drugače. Kako se je stekla sindikalna stavka? Ja, no, če z vidika uspešnosti gledam, moram povedati, da je relativno uspešno se je stekla, da je večina večjih sistemov stala in da so ljudje bili neverjetno, kako so bili složni, tako člani, ne člani in kako so bili člani tudi drugega sindikata. Vsi so v glavnem stali složno in zahtevali, da se dejansko te zahteve uresničijo. Se pravi solidarnost med sindikati. Moram povedati, da sem bil zelo prijetno presenečen, kar se tega tiče in hvala Bogu, da je začelo to razmišljanje krožiti, da ni tako, kot so nekateri pač misli, da bomo neka folklora in podobne zgodbe. Ne, zdaj je zadeva prikipela, šla je kapla čez rob in dejansko ljudje imajo tega poln kufer, kaj se dogaja. Danes, ko boste šli v centralo, o čem se boste pogovarjali? Ja, predvsem bomo malo analizirali te stvari, ki so zdaj se dotekle, ker meni že nosijo pridno poročila o poteku stavk. To se pravi, jaz pokrivam namreč področje od Lovrenca na Pohorju, Slovenske Bistrice, Ormoža, Lenarta in Ožji Maribor. Tu bi mogel pač povedati, na Lovrencu in na Pohorju je v tovarni Kost in Srpev lastnik klical predsednika in od njega zahteval, da več ne hodi v službo. Nekih ekscesov ni bilo, razen v firmi Montavar, ker se je grozilo, da se bo odpuščalo in da enostavno ne bojo dobili dobenega, kako bi rekel, tega dodatka in podobno, če bojo stavkali. Nekaj časa se je govorilo, šušljalo, vznemirjalo javnost in tako dalje, da sindikati nima ravno zaupanja delavcev. Se je to demantiralo z današnjo stavko? Ja, jaz mislim, da glede na to, da je danes prišel kolega iz Ruš k meni in je zahteval cirka 20 pristopnih izjav, mislim, da potem temu ni tako, ne, in da sindikatu še zmeraj zaupajo in dejansko pozivam ljudi, naj zaupajo sindikato oziroma če vidijo, da niso zadovoljni z vodstvom sindikata v firmi, naj tega odstavijo, pa naj druge postavijo, ki bojo oni za njimi zadovoljni. Samo na ta način bojo lahko imeli to najcenejše zavarovanje in bojo tudi, se bo lahko za njih nekdo potegoval. Kaj pa z generalno stavko napovedano za ta mesec? To mislite shod v 28. To mi bomo iz Maribora krenili v Ljubljano, to je sobota, kjer bomo napolnili vsaj 5 avtobusov, to smo se dogovorili. Je pa res, da bo mogla vlada krepko premisliti, ali bo prenovo pokojninske reforme, to, kar oni zdaj predlagajo, šla v to akcijo v tem času ali ne, ker drugače bo res zadeva huda. Potem zdravstvena reforma je tudi na vidiku in tudi ista zahteva, da je 600 evrov neto najnižja plača. To dejansko, ta aktivnost bo tekla preko pritiskov na vlado, parlament, da se zadeve uredijo in regulirajo. Veliko se govori o teh najnižjih plačah, 600 evrih in tako dalje. Kako je s tem tujini? Poglejte, naši severni sosedi najnižjih plač sploh ne obdavčijo. Tako da dejansko delavec, pogledajte, ki danes zasluži recimo 450 neto, bruto ima okoli 600, 150 da državi. Se pravi, če bi teh 150, pa pogledajte 450 evrov, zdaj če samo pogledamo položnice, za fiksne stroške, elektrike in tako naprej, delavec dela samo za položnice, ostane mu nič. Jaz sem imel danes primer, ko je ženska prišla z 2 otrokoma, ki je 60 evrov do konca meseca, do naslednjega izplačila ostalo denarja. Ja, pa vse to je nenormalno. Mi smo v sredini Evrope, mi moramo nekaj tu storiti, da bomo imeli dejansko socialno bombo, ampak tokrat resno pozivam in resno govorim, da ni več šale. Samo zdaj že nekaj časa to pozivate, od lani jeseni, koliko se je... Ja, zdaj je pa temu nam je pomagali so dogodki v Gorenju, ker še toliko in toliko tisoč delavcev postavilo in zdaj dejansko vidi se tudi, kako ljudje v firmah dihajo. Naj povejo, ali mislijo firme zapreti, pa bomo pač imeli geto brezposelnih v slovenskem prostoru. Potem pač ne vem, kako bo ta stvar tekla naprej. Pa se vam zdi država zanesljiv partner, mislim, glede na to, da odstopa od tega, da bi Muri, Steklarski Novi in še nekaterim podjetjem plačala za ostale prispevke in tako dalje, ki bi jih morala? Dejstvo je, da to bi država mogla storiti. Zdaj pogledajte, ravno zdaj po poročilih sem slišal, da so na ekonomsko-socialnem svetu sindikati protestno zapustili sejo, zaradi tega, ker jim je država oziroma vlada ponudila socialni pakt, ki je popolnoma nevzdržen. In tako naprej ne gre. Prispevke, jasno je, naj država zdaj plača. Zaradi tega, ker če je dopustila
da se 4-5 let ali pa še manj niso plačali. Če pa jaz davka ne plačam, pa me takoj po enem tednu ali 14 dneh pride z rubežom, potem je nekaj tu hudo narobe. In naj plačajo te prispevke, drač pa se naj grejo, patrije prodajo ali kaj jaz vem, kaj bo naredili, pa naj tem ljudem plačajo, ker so dolžni to napraviti.